Vabim pa vodjo druge sekcije, dr. Polonco Kovač, da prevzame vajeti. Prav lepo pozdravljeni v imenu sekcije, ki se bo ukvarjala z vprašanji umetne inteligence v upravi, s posamičnimi specifičnimi vidiki, predvsem pa z sistemskim pristopom, tako plusi kot minusi. Sama ideja za to tematiko, moram poudariti, je nastala v študentskih vrstah, torej med študenti, konkretno študentske organizacije in pa študentskega sveta Fakultete za upravo, in smo že spomladi v isti sestavi kot danes predstavili nekaj točk, seveda pa smo v vmesnem času, kajti razvoj gre neverjetno hitro naprej, te zadeve še nekoliko nadgradili. Tako da vse skupaj prav lepo pozdravljam in kar vabim paneliste naše sekcije, da prižgejo kamero, ker če bi bili v živo, bi se pač postavili na oder, če tako rečem, da bi bili pač publiki na vpogled, tako pa prosim, če saj se vidimo, in sicer prav toplo pozdravljam, kar po programu, najprej dr. Natašo Pirc-Musar, ki smo mimogrede včeraj videli v odličnem nastopu na televiziji in bo verjetno tudi s tem pogledom danes osvetlila nekaj konkretnih primerov. Potem imamo med nami profesor dr. Ljubča Todorovskega, momentalno še z Fakultete za upravo in pa tudi strokovnjaka, ki že vrsto let, desetletij sodeluje na Inštitutu Jožef Štefan, in seveda, kot rečejo, last but not least, Grega Rudolfa, skoraj magistra, tik pred zaključkom magistrskega študija, torej predsednika študentskega sveta tako Fakultete za upravo kot Univerze v Ljubljani, predvsem pa tudi poznavalca, nenazadnje zaposlenega pri informacijski pooblaščenki, torej poznavalca tematike, s katerim se bomo danes ukvarjali. Zdaj, glede na čas, ki nam je odmerjen, se pravi 1,5 ure, smo si zamislili naše sodelovanje tako, da bo vsak od nas 4, torej začela bom jaz z nekimi uvodnimi nastavki, sledila bo kolegica Nataša, nato Ljubčo in Grega, smo pripravili prezentacije in bo vsak imel na voljo nekje 15 do 20 minut, vkolikor bi ta čas opazno preskočil, bom kot moderator pač vskočila in majčkeno zaigrala policista, zaradi tega, da bi vendarle tudi udeležencem dali kako možnost za pripombe, za vprašanja, nenazadnje za lastna mnenja, lastne poudarke, katere pa prosim, da kar zapisujete, tako bo najlažje v chat in bom potem sama, ko bodo pač panelisti izvajali svoje dele, skrbela, da bo to vprašanje seveda tudi posredovano naslovniku. Na začetku bi želela samo še to poudariti, da, kot ste verjetno že opazili, kot se poznamo, smo v bistvu strokovnjaki v tej sekciji, da rečem, disciplinarno različni in javna uprava, ki je interdisciplinarna, multidisciplinarna po naravi zadeve, to seveda potrebuje. Sicer trenutno v bistvu prevladuje pravni vidik, med nami pa imamo seveda tudi Ljubča kot vrhunskega poznavalca na področju tehnologije, e-uprave, big data in tako naprej in tako naprej. Nenazadnje pa je tudi Nataša, recimo, posebej znana po tem, da zelo vešče kombinira pravne in pa tehnološke vidike. Tisto, kar bova pa predvsem sama, pa tudi Grega, pa seveda tudi pravzaprav vsi 4 poudarili, pa je, da se javna uprava kot taka in vsa z umetno inteligenco, digitalizacijo povezana vprašanja neminovno pač povezujejo v družbenem kontekstu. Pa bi kar začeli. Bom jaz začetek najprej. Takole. Deluje? Mi lahko nekdo pove, če deluje? Ja, vidimo slajde. Super, hvala lepa. No, in sicer, sama sem kot uvodničar, zaradi tega, da potem specifično besedo podam kolegom, kot omenjeno, želela izpostaviti za začetek nekaj, kar morda ni samo po sebi umevno, in sicer, da je umetna inteligenca, če in ko govorimo o njej, oziroma o različnih stopnjah avtomatizacije upravnega dela, se pravi umetna inteligenca v javni upravi, vendarle del širše zgodbe digitalizacije. Zakaj to poudarjam?
Zaradi tega, ker mislim, da je danes prav, da spregovorimo o izzivih umetne inteligence in širše gledano digitalizacije, tako z vidika pro kot kontra vidikov. Se pravi, kaj nam umetnega inteligenca prinaša dobrega, kje pa se skrivajo, lahko rečemo, kar hude, lahko rečemo celo vrednotne nevarnosti. Zaradi tega moramo osvetliti oboje, da bomo seveda izkoristili dobro in se naučili kaj za naprej. In če je umetna inteligenca v javni upravi saj nekaj relativno novega ali še bolj ideal kot realnost, čeprav bomo nekaj konkretnih primerov tudi v nadaljevanju prikazali, zlasti iz tujine, lahko rečemo, da pa imamo vsi skupaj, tako v Sloveniji kot Evropski uniji, kot globalno, kopico izkušenj na področju digitalizacije. Zopet tako pozitivnih, vemo, da je digitalizacija denimo odlično orodje za razvoj transparentnosti, nenazadnje odgovornosti, participacije, same lepe stvari, lepi elementi, ki vodijo v tako zvano dobro upravljanje in demokratično družbo, po drugi plati pa obstajajo resnično ključne nevarnosti na področju, ki vodijo v bistvu nenazadnje celo v zlorabo, od osebnih podatkov do družbe nadzora. Zaradi tega je pomembno, da v bistvu nauke iz področja nižjih stopenj digitalizacije prenesemo tudi na področje umetne inteligence in v tem smislu sem saj sama zastavila tudi to prezentacijo. Kot rečeno, če izhajamo iz tega, kakšno vlogo, spreminjajočo seveda, ima javna uprava v sodobni družbi, moramo na ta način potem tudi tretirati različne metode, pristope, digitalizacije in same umetne inteligence. S tem hočem povedati, da so nenazadnje družbeni sistemi v današnjem svetu neminovno globalizirani, sploh na nivoju recimo Evropske unije, nenazadnje male Slovenije je meja države zelo hitro tu, pa vendarle ima vsaka regija, vsaka država, vsak upravni, če hočete pravni, ekonomski in kakršenkoli že sistem, neke specifike. Zato morda rešitve, ki so odlične, ne vem, denimo na Finskem, v Estoniji ali v Združenih državah Amerike, lahko enostavno niso skladne z tradicijo, z vrednostjo, podstatjo in nenazadnje zaupanjem v denimo slovenski družbi. Kar se tiče sprememb oziroma razvoja digitalizacije pri nas, torej, sedaj sem pa nekaj naredila, česar nisem hotela. Želela sem poudariti, da spremembe, katerim smo bili priča, kar se tiče razvoja digitalizacije pri nas in pač širše sploh v evropskem prostoru, so jim botrovale v preteklih letih zlasti težnje po debirokratizaciji, po odpravi tako zvanega red tape oziroma nepotrebnih formalizmov, nenazadnje tudi legalizmov. V zadnjem času, v zadnjih 2 letih pa se soočamo tako spet s pozitivnimi kot negativnimi nauki v povezavi s pandemijo covida. In kot je že naš uvodničar povedal, nekaj dobrih in slabih praks iz zasebnega sektorja se preliva v javni sektor, naj bo to na nivoju zakonodaje ali samega realnega načina izvajanja od upravnih postopkov, upravnih storitev, javnih služb oziroma različnih odnosov do pač strank v upravnih razmerjih. In na tem mestu bi želela poudariti, kar se bomo verjetno vsi strinjali tudi in dajali poudarke v nadaljevanju, da dejansko obstajajo vzporednice med javnim in zasebnim sektorjem, hkrati pa ključne razlike. Recimo, ko je gospod Lavtar izpostavil, da pozdravlja premik vsega v digitalno obliko, če sem si prav zapomnila, bi sama vendarle tu izrazila zadržek, prvič res vsega in drugič ne izključno v digitalno obliko, z vidika dostopnosti, zaupanja, pač prednosti, pozitivnih vrednot pred negativnimi. Denimo, eden od takih ukrepov, kolikor pač sama poznam področje, tudi Strateškega sveta za digitalizacijo oziroma sedaj pač novo imenovanega ministra brez listnice, recimo e-gradbeno dovoljenje, imam sama tukaj precej pomislekov. Seveda, eno je digitalizacija in vpeljava umetne inteligence pri standardiziranih postopkih, drugo pa je pri takih, ki zahtevajo
osebno zaznavo in zlasti osebne stike. Kajti, če nadgrajujem tudi pouk na fakultetah, boste študentje potrdili, tudi profesorji, vsekakor znanje bistveno manj kroži, če gre izključno za digitalno obliko. Da ne govorim, kako bi izvajali denimo oziroma digitalno, pomoč ženi v okviru socialne pomoči, ki jo izvaja denimo Center socialno delo. Ali ne nazadnje, če pomislimo, ko rečemo digitalizacija vsega, ali bi res želeli izključno digitalizirano delati tisto, čemer z lepimi besedami rečemo običajno horizontalna telovadba. Torej ne vsega in ne izključno. Vsekakor pa so zlasti izkušnje in pa ne nazadnje ideje iz zasebnega sektorja, tudi neki kiksi, zelo dobro vodilo za tudi javno-upravne oziroma, če širše rečem, javno-upravne vidike, se pravi ne samo javne uprave, ampak tudi sodstva. In v tej luči se stalno išče, z vidika načela sorazmernosti, katerega bo sigurno tudi Nataša v nadaljevanju večkrat poudarila, se išče ravnotežje na eni strani med odzivnostjo, učinkovitostjo, odprtostjo, preglednostjo in na drugi strani vendarle nekimi pravnimi garancijami, nekim javnim interesom, ki mora prevladati, tako da ta trade-off bo sigurno stalno preizpraševan tudi pri nadaljnjem razvoju. Kar se tiče digitalizacije z vidika naukov, ki naj potem vodijo, kot rečeno, v nekaj, kar naj se uporabi pri razvoju umetne inteligence, se mi zdi zelo pomembno poudariti, kot rečeno, da obstajajo že razvite, ne nazadnje teorije, študije, predpisi, karkoli, primerjalne analize, da je v določenih elementih digitalizacija in tudi umetna inteligenca zelo, zelo dobrodošla, pri drugih pa obstajajo nevarnosti. In recimo, ena zelo pomembna točka, ki jo želim na tem mestu izpostaviti, je ta, da digitalizacija sama po sebi, oziroma v višji inštanci umetna inteligenca, ne odpravlja birokratizacije kot take, ampak jo z vidika družbenih skupin, deprivilegiranih uporabnikov, kot so, če hočete, ljudje, ki niti nimajo opreme, ljudje, ki nimajo veščin, starejši, Romi, itd., pač še ta razkorak se torej v teh družbenih skupinah poudarja. In še ena točka, ki se mi zdi, da jo je res treba ozavestiti, ki ni seveda razlog, da ne bi uporabljali umetne inteligence, vendar je biti treba pozoren, pazljiv, ali in do katere mere gremo s privatizacijo. In kar se tiče naukov, dosedanje digitalizacije v javni upravi, se mi je zdelo zanimivo tudi izpostaviti tako rekoč raziskavo, ki je že 1 leto stara in sem jo lansko leto na Dnevih slovenske uprave predstavljala, se pravi o digitalizaciji postopkov, zlasti pred upravnimi enotami v prvem valu COVID-19. In na tem mestu ugotavljam tudi, ko govorimo o umetni inteligenci, da obstaja nekaj, s čimer se moramo v Sloveniji soočiti, da bi sistemsko stvari izboljšali, in sicer, da so stranke, oziroma, če hočete, zasebniki, tisti, ki v bistvu javno upravo izzivajo, dregajo in zahtevajo nek razvoj, hkrati pa javna uprava, ne nazadnje tako kot v razmerju, recimo profesor-študent, ne more vsega ali pa kupec-prodajalec vsega nuditi in proizvesti, ampak mora biti pazljiva, recimo, da ne bodo neki posamezniki zlorabili pač teh oblik, kajti tudi to se dogaja, čeprav v ožjem obsegu. In pa ena stvar, ki se mi je zdela tudi zelo zanimiva iz te raziskave in velja tudi za naprej, da je vendarle stopnja zaupanja v e-poslovanje v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami EU-ja, lahko rečemo med čisto najnižjimi, kar je seveda družben kontekst, ena zadnja stvar komunikacije pristojnih do družbenih skupin in posameznikov, in pa še ena zadeva, ki v bistvu ovira razvoj umetne inteligence v upravi, da znotraj upravnih organov interno postopki že danes, čeprav obstajajo predpisi, ki to celo zahtevajo že vrsto let, niso informatizirani, digitalizirani, baze podatkov so le do določene mere povezane, pri čemer seveda tu bi lahko videli tudi nevarnosti in seveda obstajajo, ker pač pridemo do velikega brata,
ampak govorim o usklajenosti podatkov, se pravi digitalizacija oziroma te aplikacije bi morali biti orodje za dosego vsebinskih ciljev, ne obratno. No in zdaj, ko govorimo o umetni inteligenci, obstaja kup, resnično vrsta različnih definicij, o tem več verjetno v nadaljevanju tudi profesor Totorovski, pri čemer pa bi sama rada poudarila, da pojem umetne inteligence oziroma v angleščini artificial intelligence obstaja že vrsto desetletij. To ni nekaj, o čemer smo se pogovarjali, recimo začeli pogovarjati, ne vem, leta 2011 oziroma v tem stoletju. In druga stvar, ki bi jo poudarila, je pa ta, da ko govorimo o umetni inteligenci, da moramo vedno vedeti, da umetna inteligenca kot taka ne obstaja. To ni neka aplikacija, to ni nek, ne vem, predmet, ampak govorimo o sistemih umetne inteligence, za katere nekako, recimo, meni je všeč tale definicija po Digitalnem inovacijskem stičišču Slovenije sem povzela, ko gre za sisteme, ki razmišljajo ne nujno enako, ampak podobno kot človek, potem tudi seveda nadgrajujejo to vedenje, se pravi, gre za posnemanje na nek način učenja oziroma sklepanja in to predstavlja tudi model, ne pa produkt, se pravi pristop k načinu dela, ne pa nujno izid postopka kot takega. Poanta umetne inteligence na nek način, ki se ga mogoče do določene mere lahko celo bojimo, pa je to, da naj bi ti sistemi izkazovali mišljenje, učenje, načrtovanje, celo ustvarjalnost. In če povečam tole sličico, ki sem jo snela iz strani Evropskega parlamenta, ki je že danes poznamo rabo umetne inteligence, torej tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Vemo sami, da se soočamo, mislim, da smo veliko že slišali, če celo ne posedujemo, da nimamo avtonomnega vozila. Seveda vsi uporabljamo Google iskalnik, uporabljamo telefone, uporabljamo različne aplikacije, ki so bolj ali manj napredne v tem pogledu. Tako da vprašanje v zvezi z umetno inteligenco ni ali, temveč kdaj in do katere mere in v kakšni obliki, bi pa opozorila, kar veliko avtorjev navaja, da ni vsaka stopnja avtomatizacije oziroma informatizacije že umetna inteligenca. O umetni inteligenci govorimo, ko gre za nekaj več in znotraj tega pojma seveda potem se razvija oziroma poznamo tudi koncepte, morda več v nadaljevanju od teh, denimo tako zvanega machine learninga, se pravi po slovensko strojnega učenja in še nadaljnje stopnje razvoja. In dobre prakse, ki bi jih, preden grem recimo na kako slabo, izpostavila, obstajajo tako na ravni Evropske unije, recimo letos poleti je šla neka publikacija, pravzaprav poročilo Evropske komisije, tudi Evropskega sveta, za primeri dobrih in morda manj dobrih praks, nauki, načeli. Vemo pa, da tudi nenazadnje pri nas imamo recimo e-davke, čeprav tukaj seveda težko govorimo o umetni inteligenci, pa vendarle nekih nastavkih, potem zvem, se pravi oblike, ki jih poznamo na področju zdravstva, obdelave podatkov, poznamo v sodnih zadevah, zlasti v anglosaksonskem svetu, pač mehanizme, ki z vidika umetne inteligence predstavljajo podporo odločanja sodniškim odločitvam, celo v kazenskih postopkih. Zelo znana, če govorimo o digitalizaciji v širšem smislu, pa tudi umetni inteligenci je seveda Estonija, no, ampak vendarle vsi ti, zlasti davčno in zdravstveno področje, kakor sem raziskovala, v tujih primerjalnih ureditvah, kot rečeno, so dostikrat zelo previdne, ker so koraki bili narejeni, potem pa so se tako ali drugače razvijalci oziroma nosilci opekli. In tukaj imam en primer, ki je sicer dokaj razvpit, ste ga verjetno že večkrat zasledili, je pa relativno nedaven, iz letošnjega leta, ko so na Nizozemskem na področju pravzaprav davčne kontrole socialnih transferjev z uporabo dejansko strojnega učenja, se pravi neke oblike umetne inteligence, algoritemsko vgrajenostjo, preverjali morebitne zlorabe imetnikov, po naše bi rekli, različnih socialnih prejemkov, socialnih pomoči, otroških dodatkov in tako naprej in tako naprej. In so za 20.000 družin, že en primer bi bil seveda alarmanten, toliko bolj za 20.000 družin, ugotovili, da so bile po krivem, so jim bili ti
prispevki odvzeti, preden je potem človeško oko, človeška roka, človeški možgani naredila kontrolo, ker je bil v algoritem vgrajen nek bias, neka pristranska dimenzija, ki je v bistvu gradila na tem, da nižji, ko je socialno, torej po višini prihodkov prejemnik, bolj verjetno je, da bo lagal, zlorabljal pač te pomoči, kar seveda ni bilo podlage v resničnem svetu. In z tega razloga, ker je pač prišlo do te afere, čeprav tudi v luči nekih drugih političnih okoliščin, je celo cela vlada na Nizozemskem padla. In to se mi zdi, to, da je vlada padla, se mi zdi pozitivno, ker so izkazali odgovornost do pristopa in sistem ne vrgli v koš, ampak ga nadgradili in stremeli k izboljšanju. In če skušam s semaforskimi barvami, zelena je dobro, rumena vprašanje, rdeča stop, prikazati neke iz različne literature, povzeto neke ključne prednosti in neke, rečemo, vprašanja in neke zadržke za rabo umetne inteligence, seveda ugotovimo, da je umetna inteligenca stvar, ki nas čaka tako ali drugače, in nenazadnje se na ta način javna uprava in zasebni sektor lahko zelo konstruktivno povezujeta. Potem nedvomno umetna inteligenca prinaša veliko hitrost podatkov, veliko odzivnost, zlasti mase podatkov, omogoča nenazadnje aktivnosti nadaljavo, najbolj zaradi pandemije ali česarkoli, in naj bi bila tudi orodje trajnostnega razvoja, Green Evropa, pa te zadeve. Seveda pa se tu pojavljajo še neki elementi, ki jih večina avtorjev navaja kot pluse, sama pa sem jih umestila kot rumene, torej v sredino semaforja. Zakaj? Zato, ker vse lepo in prav, se pravi, če imamo večjo transparentnost in večjo objektivnost zaradi računalniškega, ne subjektivno človeškega pristopa k obdelavi konkretnih podatkov, je to vse v redu. Ampak če je algoritem pravi. Tako da, če so vstopni podatki, vstopni pristopi ustrezni, potem tudi output seveda ni sporen in je tudi etično, ne samo pravno, tehnološko, kakorkoli stvar pokrita. In to pogledno mislim, da moramo resnično veliko delati na tako imenovani odgovorni umetni inteligenci. In recimo ravno prejšnji mesec sem našla na internetu, je Japonska izdala tako zvane, če preberem po angleško, Governance Guidelines for Artificial Intelligence Principles, oziroma pa piše v oklepaju podnaslov for Responsible Artificial Intelligence, torej za odgovorno umetno inteligenco, kjer navajajo načela, dokument cel je pa dolg okoli 80 strani, navajajo načela, da mora biti vedno, kar je že znan Asimov rek, mora biti usmerjena v človeka, ne sme škodovati, ampak koristiti človeku. Potem zelo pomembno je izobraženost, v bistvu pismenost v digitalnem svetu, in v tem pogledu v Sloveniji prej omenjen podatek, da imamo relativno nizke kompetence in posledično tudi zaupanje, je zelo pomemben za razvijalce oziroma za policy makerje. Potem med načeli dalje na Japonskem navajajo pod 3 zaščito zasebnosti, ne samo osebnih podatkov, ampak zasebnosti kot koncepta, potem varnost, se pravi security, potem izrecno navajajo tudi, da mora javna uprava stremeti pri različnih relacijah k prostemu trgu v smislu poštene konkurenčnosti, poštenosti kot take, se pravi fairness, potem tudi stremeti seveda k transparentnosti in umetna inteligenca naj bi se tretirala kot orodje inovativnosti. Po drugi strani pa imamo, kot rečeno, razne možne negativne stranske učinke, ki so, tukaj več seveda Nataša, v prvi vrsti poseg v zasebnost oziroma celo družba nadzora, kot recimo znano na Kitajskem, in se lovimo tukaj na nek način vedno med slovoščinami oziroma tako zvano učinkovitostjo v ožjem pomenu besede. Prav tako se ugotavlja, da na področju umetne inteligence v nekaterih državah, kot je tudi Estonija, denimo, kadarkoli so se zgodile neke večje sistemske napake, je bila odzadaj pretirana oziroma nepremišljena privatizacija v smislu najmanj pomanjkljivega nadzora. Imamo pa seveda čisto klasične tehnološke zlorabe in nenazadnje
za vidika študentov, diplomantov fakultete za upravo morda kaže izpostaviti še ukinitev delovnih mest. Če bo umetna inteligenca zelo razvita, tako rekoč ne bo služb za naše diplomante, če se majčkeno pošalim, ampak to vržem kot pot za provokacijo. No, vsekakor umetna inteligenca veliko zmore, marsičesa ne. Nečesa, torej določenih vidikov, pa se naj po literaturi in po, kot rečeno, izkušnjah denimo tudi v Singapurju, ki vemo, da je zelo neoliberalističen, ne bi smelo prepustiti pač stroju, mašini kot taki. In sicer, kot navaja en avtor, zelo znan, Simon Chesterman, kot vodja v bistvu umetne inteligence, kot vladni svetovalec, sicer je dekan tamkajšnje fakultete, v knjigi z naslovom We the Robots, pravi, da inherently governmental functions, especially functions, activities that involve any discretion or valued judgments, torej diskrecijo, rabo prostega preudarka in vrednostne sodbe, ne bi smela biti prepuščena zgolj sistemom umetne inteligence, ampak zgolj biti podpora, medtem ko končni, tisti, ki bo na koncu povedal, ali je tisto, kar je bil izid uporabe sistema umetne inteligence, drži ali ne, pa mora biti človek, kot v tej sličici, ne, malo za šalo, malo za res, zdravnik oziroma zdravnica. No, in če rečemo umetna inteligenca v javni upravi, bi bilo moje mišljenje, seveda, pojdimo, saj ne moremo drugega v to smer, vendar vzpostavimo varnostne mehanizme. Na prvem mestu je tu predhodna, tako zvana impact analysis, torej presoja učinkov, kjer definiramo cilje, katere podatke se bo uporabljalo, katere algoritme, kako se jih bo vzpostavilo, in naknadno oziroma sproti naj se pa izvaja nadzor, ki je v bistvu vstopna točka za nadaljnjo krožno pač to pravzaprav regulatorno oziroma informacijsko zanko. In če počasi zaključim, bi želela, preden pač predam besedo Nataši, izpostaviti sam še en kar ne zgolj poskus, ampak pomemben korak na nivoju Evropske unije, ko je letos ta Evropska komisija, Evropski parlament, ampak rečemo Evropska unija kot entiteta en general, je letos aprila javno objavila predlog uredbe, torej podobno kot je splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, predlog uredbe o umetni inteligenci v javni upravi, tudi v javni upravi, ne posebej v javni upravi, in sicer uredba, kot veste, je tip akta, ki naj bi bil neposredno uporabljiv v vsaki članici, in tukaj se pristopa piramidalno. Piramidalno pomeni, da na vrhu piramide so neki podatki oziroma dejavnosti, kjer je izjemno visoko tveganje, in zato se tega, po domače povedano, z vidika vrednot EU ne gremo, če bo uredba sprejeta. Potem imamo visoko rizične dejavnosti in večina upravne sfere sodi pod to oranžno točko. Se pravi, da je treba stopnjevati, imeti čim več prej omenjenih ex ante in ex post varnostnih mehanizmov, imamo pa seveda tudi zgolj zmerne ali celo skoraj neobstoječe rizike. Se pravi, zlasti tele dejavnosti, izobraževanje, policija, pravosodje, davke, migracije, javne storitve, torej public services, naj bi bile oranžne. In to uredbo, moram reči, da kar veliko inštitucij oziroma strokovnjakov kritizira, češ da preveč zavira zlasti konkurenčnost Evropske unije vis-a-vis denimo Kitajske ali Združenih držav Amerike. Po drugi plati pa vemo, da ravno kot že prej rečeno, ta trade-off, torej tehtanje garancij in tehnološki push, le skupaj data neko dodano vrednost. Tako da jaz bi v bistvu zaključila, ker sem te poudarke že prej dala, predvsem z apelom, da ja, pejmo se umetno inteligenco, ampak pri tem ne pozabimo na staro domačo zdravo kmečko pamet oziroma zlasti moment človeške odgovornosti. Hvala za pozornost in se še enkrat opravičujem za svoje tehnične nerodnosti. Pa kar prosim Natašo, če lahko Nataša ti šeraš svojo prezentacijo. Kateri naslov je umetna inteligenca in pravica do zasebnosti s poudarkom na GDPR oziroma umetno inteligenco, se pravi profiliranje in avtomatizirano odločanje. Jasno, zdaj pa zakaj pa jaz nimam pravic, da to šeram? Bo naš Uroš to preveril. Evo, ne, sem že najdla. Evo me.
Takole. Evo, zdaj pa vidite, a ne? Pa še tega ga izklopim, pa smo. V redu je. Hvala lepa. Najprej, Polonca, seveda najlepša hvala za povabilo, da lahko ponovno razpravljamo skupaj še z več deležniki in slušatelji o umetni inteligenci, ki bo nedvomno krojila našo prihodnost in zagotovo tudi v javnem sektorju, ker, kot si sama rekla, je neizbežno, temu se danes preprosto ne da več ubežati. Jaz velikokrat na področju varstva osebnih podatkov in posegov v zasebnost rečem, da smo pravzaprav mnogo bitk že izgubili na področju naše zasebnosti, nikakor pa ne smemo dopustiti, da izgubimo vojno. Če se spustimo v to polje, da bomo praktično nadzorovani na vsakem koraku, da bo o naših pravicah odločal stroj, potem se nam ne piše dobro. Človeški možgani niso ustvarjeni tako, da bi lahko tolerirali in procesirali normalne možganske procese v družbi, ki je družba nadzora. Če temu enkrat na vsakem koraku ne bomo mogli več ubežati, jaz mislim, da družba nadzora pomeni konec družbe razvoja. In to je tisto, na kar moramo biti pravzaprav še posebej pozorni in previdni. Jaz seveda sama sem specialist za varstvo osebnih podatkov in spremljam to področje že zadnjih 20 let. In nedvomno vsi tisti, ki kolikor toliko kdaj poslušate moje izvajanja, veste, da sem izrazito pragmatična, da vedno sicer poskušam najti rešitve, da govorim o tehnologijah primarno kot o stvareh, ki so dobre, niso nujno slabe. Samo en požirek naredim. Da pa vedno seveda tudi opozarjam na to, da če so tehnologije narejene s premalo razmisleka, če jih delajo tisti, ki jim nič ni nemogoče, potem tehnologija lahko prinese tudi slabo. V informatiki, in to mi bo Ljubčo zagotovo pritrdil, danes ni misije nemogoče. Če vam je kdaj informatik rekel, da se nekaj ne da narediti, se vam je zlagal. Vse je samo vprašanje časa in denarja in za tem nedvomno stojim. No, GDPR je seveda ena kratica, ki je bila leta 2018 beseda leta. Seveda razumljivo zakaj, maja 2018 je začela veljati ta uredba v vseh državah članicah, General Data Protection Regulation, in že takrat, ko smo leta pred tem pisali ta izjemno obsežen akt in na momente tudi težko razumljiv, zavedati se moramo, da ima GDPR 173 uvodnih določb in 99 členov. Skratka, pojasnilk posameznim členom v uvodnih določbah je več, kot je členov samih. Da smo se pisci, sodelovala sem v tem procesu od leta 2010, ko smo se začeli res bolj intenzivno pogovarjati o tem, da je treba varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji poenotiti, da je preveč razlik med državami članicami. No in takrat smo se vsi zavedali, da bo izjemno težko napisati tehnološko nevtralno uredbo. To je tisto, na kar moramo biti pravniki v današnjih časih izjemno pozorni. Namreč vrivati tehnologije v pravne akte je Sizifovo delo. Tisti trenutek, ko bo akt sprejet, je lahko ta tehnologija že zastarela in na trgu bo na stotine novih. Zato je pravzaprav največji izziv pravnikov danes, kako pisati tehnološko nevtralno zakonodajo. No in na GDPR-u se mi zdi, da je glavnim avtorjem in vsem, ki so na Evropski komisiji pilili ta akt do konca, to v določeni meri seveda uspelo. Zdaj, tisti, ki ste GDPR prebrali, ste videli, da je tehnoloških pojmov v tem aktu res zelo malo. Na parih mestih se govori o šifriranju, kriptiranju podatkov, varnost podatkov, ki je definirana v 25. členu, je res definirana zelo na splošno.
nič ne govorimo o tem, kakšne vrste varnosti, digitalne varnosti je treba zagotoviti. V GDPR-u ne boste našli ničesar o videonadzoru, ničesar o biometriji, tam ni dronov, tam ni umetne inteligence. Razlog sem vam povedala, zato da bi ta akt zdržal na daljši rok. Kot je Polona že rekla, seveda nastajajo druge uredbe v ozadju, uredba o zasebnosti v elektronskih komunikacijah, ki bi morala biti sprejeta že leta 2018, pa ni, jo še vedno čakamo. Zdaj nekje napovedi so, da bo konec leta, ampak tudi konec leta bo hitro tudi, tako da ne vem, kako daleč so na Evropski komisiji s tem aktom. In ne nazadnje seveda začenja se dogajati že pisanje osnutkov regulacije umetne inteligence. Zdaj nekaj, kar je v GDPR-u morda še najbližje umetni inteligenci, je 22. člen, ki govori o profiliranju in avtomatiziranem odločanju. Ta člen je izjemno pomemben in če ga samo posplošim, ta člen daje vsem posameznikom pravico, če v okviru avtomatske obdelave podatkov in profiliranja nek sistem odloča o njegovih pravicah, da ta odločitev zanj ne velja, seveda če posameznik temu ugovarja. Skratka, nekako je GDPR predvidel, da se mora zgoditi na koncu vendarle obravnava pred človekom. Zdaj, sama umetna inteligenca je seveda nekaj, kar, kot sem že rekla, je tukaj, je danes, razvija se eksponentno hitro. In še enkrat, future to be, ne, že prej sem rekla, kako nam informatiki kdaj reče, ne, se ne da. Ne, če se da kaj narediti, se bo naredilo in ko je enkrat narejeno, bo slej ali prej tudi uporabljeno. In zgodovina nas uči, da če se bo to dalo uporabiti v destruktivne namene, se tudi bo. To je fakt. In na to moramo biti tisti, ki goreče ali malce manj goreče, kakšni zagovarjamo človekove pravice, vedno in vsak dan pozorni. Kot sem že rekla, eksponenten razvoj umetne inteligence seveda dnevno prinaša nove produkte in storitve, aplikacije na trg. Če smo leta nazaj govorili samo o recimo nekem Google Translateu, ki je nek zametek umetne inteligence, nek samoučeč sistem, ki danes že tako zelo dobro prevaja, da pravzaprav že nigerijska pisma, ki so prevedena z Google Translateom, težko prepoznamo kot fake, tudi v slovenskem jeziku. Mene zadnja leta Google Translate, moram reči, fascinira, ga zelo veliko uporabljam za samo prevajanje in to, kar se je ta sistem v zadnjih 2-3 letih naučil, je zame fenomenalno dobro in to je eden od produktov, ki seveda, bom rekla, ne posega v temeljno človekovo pravico, ampak nam res pomaga na trgu, razen kolikor v ozadju Google seveda ne spravlja vsega, ko posamezniki popravljamo tisto, kar Google narobe dela. Jaz sem pri Googlu vedno previdna, ker je Google en tak hrček, ki pravzaprav hrani čisto vse, kar v njegovih aplikacijah, v njegovih sistemih počnemo. Skratka, tak Google Translate je, recimo, zelo uporabna aplikacija in nekak negativnih implikacij seveda ne vidimo, ne. Potem je en spekter vmes, kjer je malo toplo, malo hladno. Za današnje predavanje sem pa vendarle izbrala eno novejših tehnologij, FER, to je Facial Emotion Recognition, to je prepoznavanje obraznih čustev, tehnologija, ki se zelo skokovito in hitro razvija. Namreč tukaj pa že tudi evropski nadzorniki za varstvo podatkov, predvsem evropski nadzornik in pa Evropski odbor za varstvo podatkov EDPB in EDPS zelo spremljata, kaj se na teh področjih dogaja. In v zadnjih časih boste videli vse več opozoril v smeri, kaj pravzaprav umetna inteligenca mora narediti, da jo bomo ljudje sprejeli, da ji bomo zaupali in seveda, da ne bo posameznikov, če se bolj demagoško izrazim, povzročala škode. In prepoznavanje obraznih čustev je nedvomno ena od tehnologij, ki lahko posameznikom naredi veliko škodo. Zdaj,
marketingaši te tehnologije bodo rekli, ja, veste, to je super za na delovna mesta, recimo, ko boste videli, kdaj storilnost delavcu pade, ko postane slabe volje, da bo tehnologija znala prepoznati, kako zapada v depresijo, kdaj je v stresu. Ja, veste, to so zelo, zelo invazivni posegi v človekovo intimo, ko se ti, ne vem, za 10 minut zamisliš, ker ti je bilo včeraj nekaj hudo, ker te je nekdo razočaral, ne nazadnje, če si se razšel z možem, z ženo, če si se skregal s sinom, ne vem, kaj vse se ti v privatnem življenju lahko dogaja in to zdaj delodajalec pravzaprav na tvojem delovnem mestu lahko opazuje in s pomočjo algoritmov zna zaznati, ne vem, ali si ti toliko zelo depresiven, da te bo odstranil z delovnega mesta in tako naprej. To so vse stvari, ki lahko vplivajo na, bom rekla, nek pozitiven odnos med delavcem in delodajalcem. Namreč delavcu res ni treba njegovih zasebnih stvari razlagati, ne, direktorju so stvari, ki jih večno in vedno želi posameznik zadržati zase. Takšna umetna inteligenca, takšni sistemi prepoznavanja čustev, seveda v to tvoje intimo lahko zelo, zelo hitro posežejo. Zdaj, jaz sem vedno zelo, zelo pozorna na to, kako mi pravniki, poskušamo preučevati določene definicije. Ljubčo vidim je vedno nasmejan, ko mene poskuša, ker definicije vedno gleda seveda z drugega tehnološkega konca. Pravniki moramo pa z nekega družboslovnega vidika vendarle, rekla, tehnikom, razvijalcem aplikacij nastavljati družboslovno ogledalo in to ni vedno lahko. Pogovor med računalničarji, informatiki in pravniki je strašen, zanimiv, včasih sila naporen. Jaz ga jemljem kot strahovit izziv, ne delam si utvar, da o tehnologiji vem veliko, sem vendarle pač samo pravnica po izobrazbi, imam jih pa rada, tehnologije, zato jih z veseljem preučujem, gledam, kaj se dogaja. Jaz recimo v naši pisarni, ker ta glaven informatik, ki znam računalnike, kdaj tudi kaj poštimati, ampak to je tisti easy part, razvijati jih seveda ne znam. No, in ko se kot pravnica sprašujem, kaj pravzaprav je umetna inteligenca, se mi vedno taki trije sklopi pojavijo, kaj moramo družboslovci poskušati znati odgovoriti in parirati informatikom, ko govorimo o umetni inteligenci. Zdaj, kaj je umetna inteligenca? A so to zgolj cool stvari, ki jih računalniki ne zmorejo kot taki, ker mora zdaj nek algoritem poskušati poistovetiti razmišljanje in logiko človeka in jo prenesti v neke algoritme. A so to res potem na koncu v drugi točki samo stroji, ki posnemajo inteligentno vodenje oziroma vedenje ljudi, a so to na koncu avtonomni in popolnoma prilagodljivi sistemi. No, več o tem bo zagotovo Ljubčo vedel povedati, ampak to so za iztočnico, recimo, kako pravzaprav se sploh vprašati, kaj je zdaj ta artificial intelligence. In zdaj, če gremo na umetno inteligenco in na zasebnost, torej na pravico do zasebnosti, sem si tele iztočnice zapisala. Dejstvo je, da tehnologija, in tega se moramo dnevno zavedati, zagotovo ne more rešiti vseh družbenih problemov, ampak zaradi tega je tudi moje stališče, saj podobno je tudi Polonca rekla, teh tehnologij ne smemo kar prepovedati. To bi bilo sila neumno, nespametno, bi zavrlo razvoj na mnogih področjih. Vendarle umetna inteligenca lahko pomaga pri izboljšanju kakovosti našega življenja, tako posameznikom, kot seveda tudi družbi kot celoti. Vsakič pa se moramo, ko se dotaknemo umetne inteligence, vendarle vprašati, ali takšno izboljšanje s pomočjo nekih algoritmov in umetne inteligence vendarle lahko škodi nekim našim vrednotam in temeljnim pravicam. Zdaj, v ta namen je pri umetni inteligenci z vidika prava najprej potrebno si zastaviti popolnoma družboslovna vprašanja, na katere nam morajo tehniki znati odgovoriti. Kakšne težave pravzaprav želimo rešiti z neko tehnologijo? A zdaj recimo z neko tehnologijo
znamo pomagati dementnim osebam, da se lažje orientirajo v času in prostoru, da jim pomagamo, ne vem, obuditi spomin na določene dogodke, ali lahko z neko tehnologijo, pa ne govorim tukaj samo o umetni inteligenci, najdemo dementnega človeka, ki se je izgubil. V takih momentih bi vsi rekli, ja, to rabimo, a ne? Ampak tudi tak človek, veste, ima pravico do zasebnosti in je treba vedno se takoj v naslednjem koraku vprašati, ali to težavo res lahko rešimo samo z tehnologijo, ali je vendarle na razpolago nek milejši ukrep, ki ne posega toliko v zasebnost nekega določenega posameznika. Torej, ali obstajajo težave, ali so težave takšne, ki jih tehnologija ne more rešiti, če na koncu ugotovimo, tehnologija tukaj ne more pomagati, a ne? Potem je treba takšen razvoj, po mojem mnenju, zelo hitro ustaviti, ker končen rezultat za posameznika ne bo dober, ne? Kakšne nove težave lahko ustvarjajo nove tehnologije? Zdi se mi, da razvijalci to tretje vprašanje, pa tudi drugo, vse prevečkrat zanemarijo, a ne? Oni rečejo, to je ena kul stvar, ki jo bomo naredili, da se, a ne? In pozabijo na to, da tehnologija lahko ustvarja seveda tudi težave. No, Polonca je že rekla, da bom jaz večkrat uporabila besedi nujnost in sorazmernost. To je nekaj, kar seveda izvira iz ustavnega prava in mora biti alfa in omega pri posegih v človekove pravice čisto vsakega pravnika. Seveda pa bi si močno želela, da bi to izjemno pomembno načelo razumeli tudi informatiki. In moram reči, da se tudi tukaj seveda veliko pogovarjamo, razumejo, kaj jim pravniki želimo povedati. Zdaj, če čisto na kratko povem, kaj so razmernost, zelo posplošeno, a ne? Če grem na varstvo osebnih podatkov ali na poseg v zasebnost, obdeluj točno toliko podatkov, kolikor jih potrebuješ za dosego namena, ne? In ta namen na koncu je tisti, ki je izjemno pomemben, pravim na koncu, zato da boš lahko s sorazmernostjo videl, kaj vse moraš narediti, da boš do namena prišel, ampak prvi korak, da bomo vso to verigo, ta proces lahko izpeljali, se moramo pa vprašati, kaj pravzaprav naš namen je, a ne? In kako ga bomo definirali in kako bomo potem sprovedali vse te korake z implementacijo načela sorazmernosti, da bomo prišli do namena, ki bo ustavno-pravno vzdržen, ki bo še vedno omogočil, da se bo neka tehnologija uporabila v pomoč, bom rekla, družbi ali posamezniku, pa vendarle poskrbeli tudi za zasebnost posameznika. Kaj bi morali razvijalci, proizvajalci umetne inteligence še posebej upoštevati? Namreč, ko enkrat začneš razvijati umetno inteligenco, se je potrebno zavedati, da je to res nek samoučeč sistem in velikokrat boste v angleškem jeziku slišali, da je treba delati alert algorithms, a ne? To pomeni budne algoritme, ki v ozadju spodbujajo neko odgovornost vseh ustreznih zainteresiranih strani, torej deležnikov v tem celotnem življenjskem ciklu aplikacij, ki se razvijajo, a ne? Predvsem na prvem mestu, ja, da se zagotovi skladnost z zakonodajo in da se poskuša implementirati vsa načela o varstvu podatkov ter seveda človekovih pravicah. Umetna inteligenca in nadzor nad ljudmi, to je nekaj, česar se moramo bati. To je nekaj, kar lahko povzroči strahovito škodo družbi razvoja, kot sem omenila na začetku, in European Data Protection Board pa EDPS, torej European Data Protection Supervisor, že pozivata k prepovedi uporabe umetne inteligence za avtomatizirano prepoznavanje človeških lastnosti na javnih površinah in tudi nekaterih drugih uporab umetne inteligence, ki lahko vodijo do neupravičene diskriminacije. Zavedati se je potrebno, da biometrični sistemi nadzora, bolj kot jih usmerjaš tudi v umetno inteligenco, kot že omenjena tehnologija prepoznavanja čustev, ker najprej v ozadju obstaja seveda tehnologija prepoznave obraza, potem zraven nalimamo še sposobnost prepoznavanja čustev, začne se pri posegih v človekove pravice največkrat z nekimi biometričnimi sistemi nadzora in tu je treba spet postaviti na tehtnico, koristi uporabe. Zato
sta EDPB in EDPS, kot rečeno, pozvala k prepovedi, uporabe umetne inteligence, govorim zdaj samo za javne površine, in neko splošno pravilo, ko govorimo o nadzoru, tukaj govorim izključno o nadzoru nad ljudmi, da me ne boste razumeli, da zdaj govorimo o prepovedi umetne inteligence nasploh. In trend bo zagotovo šel v smer, da je treba nadzorne sisteme umetne inteligence v osnovi prepovedati in potem seveda šele na to določati izjeme, ko se bo izvedla vsa potrebna infrastruktura, vsi potrebni razmisleki v ozadju. Polonca je že omenila Data Protection Impact Assessment, torej presojo učinkov na zasebnost, izjemno pomemben mehanizem, ki ga je v GDPR vpeljal uredbodajalec Evropske unije. Kaj je po mojem mnenju še potrebno? Torej, če še enkrat samo poudarim, da se bo potrebno lotiti prepovedi nadzornih sistemov umetne inteligence. Zdaj, če gremo pa na tisto umetno inteligenco, ki ne nadzira ljudi, ki vendarle gre v smer poskušanja olajšanja življenja družbe in posameznikov, je pa po mojem mnenju najbolj pomembno, da si zapomnimo tele 4 besede, ki sem jih napisala v naslov tega slajda, in sicer transparentnost, preglednost, nadzor, poštenost tistih v ozadju, ki umetno inteligenco delajo. Zdaj, kaj je pomembno pri transparentnosti? Bolj kot bo razvijalec umetne inteligence transparenten, bolj kot bo povedal, kako je zasnovan algoritem, kaj so njegovi nameni pri razvoju, bolj bomo posamezniki na drugi strani lahko zaupali to vrstni umetni inteligenci. Transparentnost seveda za seboj pelje tudi nadzor nad implementacijo tega, čemur se je razvijalec umetne inteligence zavezal, da konstantno najprej sam nadzira, ali je res, bom rekla, na nekem mesečnem, dvomesečnem nivoju umetna inteligenca še taka, kot sem ji jaz kot razvijalec inpute dal, ali je morda zašla, v kakšno smer. In seveda tu bo izjemno pomemben nadzor tudi nadzornih organov za varstvo podatkov. Verjemite mi, da prav vsi v 27-terici strahovito študirajo razvoj umetne inteligence, ker vedo, da je to nekaj, kar bo krojilo tudi njihovo delo nadzora v prihodnosti. In seveda ne nazadnje, kar je povezano vse s to transparentnostjo, poštenost tistih, ki gradijo tehnologijo, da v ozadju ni slabih namenov. Saj verjetno tudi tisti, ki je izumil smodnik, morda je imel kakšne plemenite namene v ozadju, ampak smodnik je na koncu povzročil strahovit razvoj orožja, in orožje na koncu, ja, se lahko boste rekli, služi tudi naši varnosti, ampak primarno je orožje narejeno za pobijanje ljudi. Skratka, Nataša, bi lahko počasi zaključila? Absolutno, pohitim, hvala lepa za opozorilo. EDPB in EDPS, ki sem jo omenila, prav tako menita, da bi moralo biti spoštovanje vseh pravnih obveznosti, ki izhaja iz zakonodaje Unije, predpogoj za vstop na evropski trg, kot izdelek za oznako CE. To je tudi ena novota, ki se jo zdaj vpeljuje. Namreč največ razvoja seveda prihaja iz Silicijeve doline v Združenih državah Amerike, in zdaj so predlogi, da se oznaka CE da tudi na sisteme umetne inteligence in na tehnologijo nasploh. Zapomnimo si še eno stvar. Umetna inteligenca bo le toliko etična, kot so ljudje, ki jo razvijajo. To je zame mantra, ki jo poskušam vsem informatikom vstaviti v glavo. Kako izbirati tim? To je zelo zanimivo brati raziskave na to temo, kaj se dogaja v Silicijevi dolini, ne samo v ameriški, tudi v evropski, na irskem. Namreč, kako izbirati tim, ki gradi umetno inteligenco? Tisti, ki se boste podali v te vode, dajte se zavedati, tega ne smejo graditi samo informatiki. With all due respect bi rekla, ampak ne. Informatiki morajo ob sebi imeti pravnike, antropologe, sociologe, psihologe. To so timi, ki so danes v Silicijevi dolini, ki razvijajo algoritme. Namreč, če hoče biti algoritem pošten, je treba noter kompletno družboslovno znanost vklopiti, da bo na koncu produkt tak, kot mora biti. Bom za konec povedala samo en case, Gorilla, Google case, verjetno ste za njega slišali.
mislim, da je bilo to 2-3 leta nazaj, ko je en posameznik na Twitterju objavil tole sliko, namreč opazil je, ko je v Google vtipkal gorila, da mu je med slike vrglo ven nekega njegovega prijatelja. Ne vidite sliko na sredini spodaj. Ne? Skratka, algoritem Google pri prepoznavi obrazov je tako zelo, da bom rekla, še neprimerno narejen, da je med gorile uvrstil tudi pripadnike temnopolte rase. No, Google se je potem zelo opravičil, popravil algoritem, ampak mislim, da so na začetku samo onemogočili, da se sploh po iskalniku da gorile iskati, ker so to napako odpravljali kar nekaj časa. In če zaključim z Edwardom Snowdenom, privacy is a function of liberty, dajmo si to zapomniti, da brez zasebnosti tudi naše svobode ni. Tole so moji kontakti, če me boste kdaj želeli kaj vprašati, sem seveda na voljo in jaz upam, da bodo po koncu še predavanj 2 mojih kolegov kakšna vprašanja. Hvala lepa za pozornost zaenkrat. Lepa hvala. Pa kar vabim k besedi Ljubča. Nataša, tebi bi pa prosila, če se posvetiš vprašanju oziroma komentarju v chatu, ker mislim, da si pravi naslovnik, namreč dr. Dečman, med drugim tudi član Strateškega sveta za digitalizacijo, se sprašuje, kot retorično, ali in kako, kdaj, v kakšnih primerih je pravzaprav treba čuvati nas same pred seboj. Ljubčo, oder pa je tvoj. Ok, upam, da me slišite in da vidite moje slajde. To, kar bom jaz govoril, bom govoril pravzaprav o razložljivi umetni inteligenci, o smeri razvoja umetne inteligence, ki je nastal v zadnjem času, ga bom postavil v malo širši lok celotne zgodovine nekako umetne inteligence, njenega nastanka. In zdi se mi pomembna tematika, ki se navezuje predvsem na to, kar smo slišali do zdaj in predvsem se navezuje na to, da umetna inteligenca mora biti sposobna svoje odločitve, avtomatizirane odločitve razložiti, zato da del odgovornosti in seveda teža odgovornosti za sprejemanje odločitev, ki se tičejo ljudi, seveda sprejmejo na koncu ljudje, ne pa stroji. In to je bilo poudarjeno danes večkrat. No in mogoče, če se vrnem k izvirnemu grehu, kdo je vzpostavil umetno inteligenco in na kakšen način, vrnemo se v leto 1950, na začetku računalništva, tako rekoč, kot za večino stvari na področju računalništva je odgovorna ena oseba, ime je Alan Turing, in se je zmislil tudi umetno inteligenco skozi svojo znamenito igro imitacije. Dal si je, v bistvu je članek zelo družboslovno naravnan, je dostopen komorkoli od vas, ni nobenih formul, ni nobenih algoritmov, v tem članku se preprosto sprašuje, ali stroji lahko mislijo. No in pravzaprav eden od testov, ki naj bi odgovoril na to vprašanje, je preprosti test, kot za zaveso postaviš, skratka, preproste variante. Ena od interpretacij tega testa, da ne bom šel v detalje, je, da postaviš za zaveso na eni strani računalnika, na drugi strani človeka in potem različne osebe prihajajo se pogovarjati z osebo A in osebo B, ne vejo, kdo je kdo in ne morejo uganiti na koncu, kdo je računalnik, kdo je človek, ne? Ali pa v eni varianti, kdo je moški, kdo je ženska, skratka in nekako ta igra imitacije je to, da računalnik hoče nekako prevarati človeka, da je človek. In seveda, če to uspeva, če pol ugotovimo, da pol ljudi se moti, nekako Alan Turing trdi, da pol imamo umetno inteligenco in potem se poda pravzaprav različne argumentacije o tem, zakaj umetna inteligenca je možno, da obstaja, ni možno, da obstaja. V vsakem primeru zanimivo branje. Iz časov, ko je umetna inteligenca bila dojeta tudi strani Turinga ne kot stvar računalništva, ampak kot stvar širšega nekega družboslovne znanosti in družbenega konsenza. No in zdaj, seveda, čas teče naprej, tam nekje proti koncu prejšnjega stoletja se vzpostavijo bolj pragmatične definicije umetne inteligence, bolj uporabne za razvijalce in za tehnike, računalničarje, ker od te igre pridemo do racionalnega agenta. Se pravi, tukaj je zdaj prikazana sodobna paradigma umetne inteligence, na levi strani vidimo inteligentnega agenta, ki ima neko svojo logiko delovanja, ima neke algoritme, ki avtomatsko sklepajo, ampak eden od ključnih komponent agenta je, da ima svojo bazo znanja. In agent je seveda avtonomen, agilen, lahko zaznava stanje okolja in seveda posega v okolje s svojimi akcijami. Se pravi, in spreminja okolje in ga zaznava.
No, in ta baza znanja je pravzaprav zelo, zelo pomemben element in zdaj eno od ključnih vprašanj, ki se zastavlja že v 80-ih letih prejšnjega stoletja, je, kdo bo posredoval znanje računalnika. Kdo je tisti, je to programer ali očitno programer niti nima znanja iz vseh področij, kjer bi se umetna inteligenca uporabljala in pol ste se nekako pojavila, v 80-ih je se pojavila živahna bi rekel, debata na to temo. Nosilca te debate sta Douglas Lenart in Edward Feigenbaum z druge strani. No, Lenart je imel namen in je odprl ogromen projekt, velike ideje ročnega prenosa celotnega enciklopedičnega znanja človeštva in nekako zdravega razuma v računalniško razumljivo obliko. To je bil zelo ambiciozen projekt, ki se je začel in nikoli končal seveda in je bilo mišljeno, da ta baza znanja ima razumljiva, če potem pravila. Se pravi, če vzamem svoj telefon in ga spustim tlele v zraku, bo padel na tla in tako naprej, skratka računalnik naj bi začel razumeti svet. No in pol je v istem času Feigenbaum je premišljal tudi o teh stvareh in je bil nekako je predvidel, da Lenartov projekt je obsojen na neuspeh, zaradi tega, ker prenos znanja v bazo, ročen prenos, je neuresničljiv, ker enostavno tega je preveč in v bistvu je zelo, zelo težko to razčleniti v taka preprosta, če potem pravila. No in seveda tehnološka rešitev, ki se je pojavila v 80-ih letih za reševanje tega je, kaj pa, če bi se mi avtomatsko učili bazo znanja? Se pravi, če bi mi razvili algoritme, ki opazujejo okolje in gradijo to znanje, vržejo koglo na tla, vidijo, da pade in to ponovijo 5-krat in se učijo tako, kot se učimo ljudje. In na začetku je strojno učenje se hotelo učiti razumljive modele, tudi omenjena, če potem pravila. Zato, da pravzaprav ideja tega je bila, da ta bazo znanja vseeno preveri človek na koncu, konzistentnost te baze. No, ampak z naraščanjem števila podatkov, in tukaj moram poudariti, da ena od idej, ki je v bistvu povzročila, kako bi rekel, težave na tem področju, je ravno ta big data, masovni podatki so vpeljali pravzaprav te težave, ki pravzaprav kot je rekla Nataša Pitmuser prej, obdeluj toliko podatkov, kot jih rabiš. Ideja big data je prav nasprotna, obdeluj toliko podatkov, kolikor zmoreš in pograbi vse podatke, ki so na voljo. In tukaj so te nevarnosti in trenja, ki lahko nastanejo. In seveda ena od drugih težav, ki se je pojavila s tem, je, da za naraščanje števila podatkov smo se začeli učiti tudi neke modele, ki jim rečemo nevronske mreže, ki so popolne črne skrinjice. Človek ne ve, kako oni odločajo in kaj je zapisano v bazi znanja. In zdaj, če pogledamo črne skrinjice, lahko rečemo, da mogoče imajo svoje slabe strani, seveda, ker ne znajo odgovoriti na preprosto vprašanje, zakaj. Če sprejmem odločitev, če vprašam nevronsko mrežo, zakaj se je tako odločila, ne bom znala odgovoriti na vprašanje. Prej ne znajo odgovoriti na vprašanje, zakaj. Odločitve zaradi tega postanejo nepregledne in zato tudi pogosto človeku nesprejemljive. No, ampak argumenti za črne skrinjice se pojavljajo iz vseh koncev tudi. Eno je seveda, da te modeli za odločanje so zelo natančni, mogoče sprejemajo pravilne odločitve večinoma, potem slišimo 99% točnosti, 99,9% točnosti in tako naprej. In potem je to argument, da bi se te črne skrinjice le uporabljale. In druga, se mi zdi še bolj, bi rekel, težko oporekati temu, je, da zaščitijo do neke mere intelektualno lastnino. Če nekdo da znanje v bazo, mogoče ni vsak pripravljen, ali pa če nekdo pogrunta s strojnim učenjem neko novo znanje, mogoče noče ga dati v transparentno obliko, ker je to novo znanje, prinašamo konkurenčno prednost in če ga zapakira v črno skrinjico, ni tako zelo enostavno prenosljivo druga. No, in to ravno tukaj se pojavljajo vse te stvari, ampak odgovor tehnološki na razvoj črnih skrinjic in na široko uporabo črnih skrinjic je, da zdaj v bistvu tehnologija vse, kar naredi, je, da razvijamo in vztrajamo pri razvoju tehnoloških rešitev za interpretacijo črnih skrinjic, ki nam bojo omogočali razumeti črne skrinjice, jih odpreti, videti, kakšno znanje je noter, in ne pa nujno samo črnih skrinjic, ampak predvsem njihovih odločitev. Se pravi, mi za vsako odločitev črne skrinjice vseeno moramo neko razlago ponuditi. In ta razlaga nas lahko preseneti celo včasih, kot bomo videli v nadaljnjih primerih, in nam razkrinka narobno delovanje
črne skrinjice. No, znameniti primer iz pravosodja v Združenih državah Amerike je črna skrinjica Kompas, ki jo uporabljajo v ZDA za tako imenovano podporo odločanju o pogojnem izpustu zapornikov. Zakaj rečem tako imenovanem podporo odločanju? Zaradi tega, ker sodniki uporabljajo samo nasvet Kompasa, ali naj nekoga pogojno izpustijo ali ne. Kompas je pa črna skrinjica, ki vzame podatke od obtoženca, od tistega, ki je obravnavan, in potem pove sodniku, mu svetuje, ali naj ga izpusti, ali naj pa ne dovoli pogojnega izpusta. In zdaj pa, kako naj predstavljati se sodnika, ki je mogoče mlad in neizkušen, in neka inteligenca, umetna inteligenca, ki naj bi bila objektivna in tako naprej, mu pove, naj tega človeka ne izpusti. Postavite se v vlogi takega mladega sodnika, kaj bi on naredil, skratka, te stvari, če tudi Kompas ne ponuja nobene razlage, mogoče kakšen neizkušen sodnik bo vseeno nekako se podal v to. No, in zdaj, kaj pa lahko naredimo? Kompas je črna skrinjica, zaščitena intelektualna lastnina, celo na Vrhovnem sodišču podjetje, ki je razvilo Kompas, je dobilo case, da ni jim treba razkriti delovanje črne skrinjice, ker je to njihova intelektualna lastnina. In zakaj narediti? No, tehnološka rešitev, ki jo lahko uporabimo, je, da mi to črno skrinjico tolikokrat uporabimo na različnih primerih, da se nauči, potem uporabimo strojno učenje, spet uporabimo strojno učenje, da vidimo, kje so te potem pravila, ki pojasnijo, kaj dela za vraga ta črna skrinjica. In prvič, ko so pognali model, ta strojno učenje na Kompas modelu, so ugotovili, da je skoraj da eno samo pravilo prišlo ven. Če je obravnavani temnopolti, potem ne dovoli pogojnega izpusta. In seveda, to je nevaren predsodek. To je nekaj, kar v pravosodju se ne sme dogajati, pravica naj bi bila slepa. No, potem seveda, če pogledamo pa model, ki je tukaj razvit, če vzamemo podatek o tem, da je nekdo temnopolt, kakšne rase je, lahko dobimo tudi bolj sofisticirano pojasnilo, komu Kompas odredi pripor in komu ne. No, ampak kakorkoli, se pravi, pomen razlage črne skrinjice je tudi v tem, da lahko odpravi sume o rasni pristranskosti, recimo, ampak moramo biti pozorni, če pogledamo potem, če to se prenese na neko drugo pojasnilo, ali je to pojasnilo vseeno povezano z raso ali ne. Skratka, moramo biti pozorni pri interpretaciji teh rezultatov. Avtorji Kompasa trdijo še vedno, da podatek o rasi ni bil uporabljen pri učenju modela, ampak seveda moramo jim verjeti na besedo, ker je model črna škatlica. No, razložljivi model bi pa omogočil argumentirano debato o odločitvi modela. Se pravi, lahko bi sodnik nekako sporil mogoče z odločitvijo ali pa bi videl, kakšni so razlogi. In zdaj, mogoče, koliko naivno je strojno učenje, bom ponazoril na še enem zelo razupitem primeru. Zdaj, seveda Google za svoje potrebe ful se igra s tem, da razpoznava različne živali. Ker pač, ne vem, če ti rečeš, da hočeš videti mačko, ti hoče postreči mačko. In zdaj, seveda obstajajo meni primeri, ko ti rečeš, da te zanima videti haskija, pogosto krat se lahko zgodi, da boš videl volka namesto haskija, ker lahko zbega otroka, mene sigurno, ker pač lahko verjamem celo, da je kaj od tega predstavljeno. In tukaj imamo tipično tako, da je nevronska mreža, črna škatlica, povedala, da vidim volka, v bistvu pa vidim haskija, v tej sliki, ki je rdeče obkrožena. In tukaj vam ponazorim, koliko se lahko in na kakšen način se motijo. In potem to črno škatlico smo izpostavili raziskovalci na področju umetne inteligence, razložljivi umetni inteligenci. Smo rekli, dobro, povej mi, zakaj ti misliš, da je to zdaj husky? In za vsako razlago mi povej, kaj. No in potem, če vidimo zdaj razlage, ki jih da ta algoritem, vidimo, da pravzaprav tukaj so označene v rdečih kvadratih, vidimo na osnovi katerega dela slike se algoritem odloča, ali je nekaj husky ali volk. In pravzaprav smo hitro lahko ugotovimo, če analiziramo te slike, da pravzaprav vse slike, kjer je v ozadju sneg, algoritem razglasi za volka, in vse slike, ker ni snega, ker ponavadi so v nekem bolj domačem okolju, ker snega ni ali je šišen, so husky. In seveda tukaj se sprašujemo, dobro, v tem naivnem primeru seveda ni nobene katastrofe, če pride do napake. Zdaj si pa predstavljate avtomatiziran sistem za diagnostiko.
Če bi bil tako slep, kot je ta algoritem, ki sem ga ravno kar pokazal, ne, ki je dobljen s strojnim učenjem, pravzaprav, ne, pač lahko pride do velikega zla. No, in razkritje, katere so bistvene lastnosti primerov, ki vplivajo na avtomatizirano učenje, je zelo pomemben aspekt razložljive umetne inteligence, ker lahko razkrije pristranskost pri izbiri primerov za učenje črne skrinjice. Se pravi, tlele je bil nekdo samo nepazljiv in ni opazil, da vsi volkovi so v snegu, večina volkovi v snegu in večina psov je v nekem domačem okolju. In to je lahko razlaga za napačne odločitve. No, enaki pristopi so bili uporabljeni za razkrinkavanje ene razvpite študije, ne, ki mogoče najbolj razvpita je to, da portretna fotografija omogoča sklepanje o spolni orientaciji posameznika. Ne. To je bila ena taka razvpita, kjer črna škatlica, pravzaprav, ko vidi sliko posameznika, ne, lahko ugotovi njeno ali njegovo spolno usmerjenost in tukaj so se avtorji seveda pohvalili z, ne vem, o 99% natančnostjo in tako naprej. Ne. To so te stvari. Ali pa nagnjenost kriminalu je povezana fizionomijo, to je zgodovinski primer o tem neki poskušanja, pojasnjevanja, skratka nekih pojavov z obrazno mimiko in tako naprej. Ne. In seveda pri obeh študijah nastanejo grozne težave s pristranskostjo izbiro slik. Se je izkazalo, da ta študija o fotografiji o spolni orientaciji, pravzaprav fotografije so bile pobrane iz dating sajta, ker mogoče posameznik res hoče z obrazno mimiko nakazati nekaj. In tako naprej. Tako da v bistvu vse te, kot rečeno, moramo biti zelo pozorni, še posebej takrat, ko uporabljamo strojno učenje, kajti kot rečeno, strojno učenje in masovni podatki se hoče učiti iz vseh razpoložljivih podatkov, včasih pa so te ga zapeljajo narobe. Kaj bi bila pogled v optimistično prihodnost? V optimistično prihodnost pogled je gotovo uporaba razložljive umetne inteligence, pazljiva analiza in preverjanje pristranskosti tako podatkov, kot tudi modelov, ki jih gradi umetna inteligenca, pojasnjevanje in človeku razumljiva argumentacija vseh odločitev, ki jih sprejmemo avtomatsko, in seveda razložljivi modeli, po možnosti, če je potem pravila, ki jih lahko preberemo, razumemo in lahko jih človek nekako njihovo konsistenco presodi. In kako jaz vidim vizijo uporabe umetne inteligence tudi v javni upravi, jaz mislim, da umetna inteligenca mora iti v razvoj v smeri enakopravnega sodelovanja človeka in stroja pri sprejemanju odločitev. Se pravi, tle ne smemo niti slučajno prelagati odgovornost izključno na človeka, pa tudi ne izključno na stroj, oziroma predvsem ne izključno na stroj, ampak ne pa tudi izključno na človeka, ker v teh stvareh mora skratka tudi razvijalci umetne inteligence morajo biti zavezani nekemu etičnemu kodeksu, kot je bilo večkrat povedano. Mogoče bi jaz Nataši Musar samo odgovoril, ne, da umetna inteligenca v takem okolju je toliko etična, kot so etični njeni uporabniki. Tako da to je nekaj, kar je treba imeti v mislih, ne, in mislim, da odgovornosti tukaj si moramo deliti vsi. V tem smislu na koncu samo še poziv, da gradimo zaupanja vredno umetno inteligenco in da vrnemo umetno inteligenco, bi rekel, iz tega kidnapiranja, ki se je zgodilo. Mislim, da računalništvo je kidnapiralo umetno inteligenco zadnje čase. Ne. Mislim, da umetno inteligenco moramo vrniti na interdisciplinarnem trgu razmenjave idej med družboslovjem, tehniko in naravoslovjem. Lepa hvala, veliko hrane za mišljenje, za razmišljanje v nadaljevanju. Znova bom povabila Natašo, pa tudi Ljubča, da se pridruži razpravi v chatu. Besedo oziroma za začetek delitev zaslona pa bi predala Gregi Rudolfu. Grega se bo osredotočil na, kot izhaja iz naslova, temeljne postulate demokratične družbe v povezavi z uporabo umetne inteligence. Grega, izvolite. Lep pozdrav. Hvala še enkrat za povabilo še v mojem imenu. Sem Grega Rudolf, sem diplomant s Fakultete za upravo, upam tudi, da kmalu magister. Sicer pa mi je res v čas, da sem v taki eminentni družbi, pa da lahko še svoj prispevek o tem, kakšno jaz vidim kot vlogo umetne inteligence pri demokratičnosti naše družbe, pri vodenju upravnih postopkov, z izzivi, s katerimi se bomo soočali, ko jo bomo upeljevali in kako kakšne te izzive tudi naslavljati.
Pa če se jaz kar nekako dotaknem same umetne inteligence, kot so že predhodniki govorili, gre za v bistvu nek samoučeči sistem, ki na podlagi predhodnih v nekih preteklih primerov sprejme nekaj odločitev. Torej, tukaj moramo ločiti, kdaj se umetna inteligenca uporabi le kot iskanje nekih vzorcev, sprejemanje nekih napovedi priporočil in kdaj se bo uporabila kot sistem, ki bo sam odločal o naših pravicah in obveznostih. Torej, stalno je, kot so že predhodniki omejevali, da je potrebno tehtanje tako na eni strani nekih demokratičnih vrednot in vladavine prava in na drugi strani hitrega razvoja umetne inteligence, tehnologije in nasploh vseh. In to stalno naslavljanje, novejšanje, kako hitro se bo družba razvijala v veljavi z z našimi vrednotami kot družbe, je pač potrebno naslavljati pri vsakakršni razvoju kakršnekoli tehnologije. Umetna inteligenca mora biti odraz nas, naših vrednot in imeti neke varovalke, ki bodo temeljili tako na načelih preglednosti in pravičnosti, kot so že moja predhodnika govorila, kjer pa še vseeno mislim, da pa še nismo na taki točki razvoja, da bi umetna inteligenca sama po sebi lahko bila sposobna reševati te kompleksne vprašanja družbe in tehtati in stehtati, kar je namen upravnih postopkov, neka kompleksna dejanska stanja in da mora to še vseeno odločitev prevzeti in opraviti človek. Seveda pa s pomočjo umetne inteligence pri analizi, iskanju vzorcev in podobno, da je odločitev potem čim bolj objektivna in pa natančna. Pa če nadaljujemo, je potrebno se zavedati, kot so predhodniki izpostavljali, da so ravno podatki tisto, ki žene umetno inteligenco in ki predstavljajo bencin umetne inteligence. In upravljanje s temi podatki je temelj, na katerem sloni. Torej, podatki, ki pridejo v sistem, morajo biti že prvo nepristranski. In uradne osebe, ki odločajo, in posamezniki, ki sprejmejo te odločitve, morajo vedeti, s katerimi podatki umetna inteligenca dela, s katerimi podatki se uči in konec koncev tem podatkom zaupati. Ker le zaupanjem bodo sprejete pač tudi konec koncev odločitve oblasti. Torej, sisteme je potrebno graditi na način, da se bo zaupalo v tehnologijo, kar pa je moj predhodnik že povedal, da se zaupanje pa na temelju gradi tudi na načelih preglednosti in obrazložitve, torej, da bo umetna inteligenca sposobna obrazložiti, kako je prišla do neke odločitve, čeprav je samoučeča, in da je zaupanje tako strani legitimne oblasti, kot strani neke poštene družbe temelj uporabe v upravnih postopkih, ali pa v odločanju. Torej, pač z tega menim pa, da ne gre to za neko umetno inteligenco kot nek kompleksen ali pa bolj razvit sistem ali pa kakšno bolj rudimentalno obliko avtomatiziranega odločanja. Mora biti gradnja tega sistema premišljena, pa počasna, pa sposobna prvo prevzeti te pravne izzive, kot so bili že omenjeni prej, in temeljiti na načelih obrazložitve. Torej, da bo sposobna obrazlagati, kako in zakaj je sploh prišla do neke odločitve. Če nadaljujem z enim bizarnim primerom projekta Puls v Ameriki, ki je bil namenjen, da se umetna inteligenca uporabi za izboljšanje zrnatih ali pa manj kvalitetnih slik, vidimo, kako je ta algoritem sliko Baracka Obame prepoznal, da gre za v bistvu sliko in izboljšal, da gre za sliko belega moškega. Tukaj pač vidimo en trik ali pa izziv umetne inteligence v prihodnosti, ki pa je bila zgleda trenirana na podatkih, ki so pa bili v večini verjetno beli moški, da je aplikacija oziroma uporaba te umetne inteligence privedla do napačne ali pa pristranske odločitve, kar pa je bilo že izpostavljeno, da si v upravnem odločanju, ko pa odločamo o pravicah in obveznostih posameznikih, ne moramo privoščiti. Torej, če se samo še majčkeno primerov uporabe umetne inteligence, ki pa se že kar pogosto uporabljajo tako v Sloveniji kot v tujini, pa vidimo neke sisteme, recimo Metisa, recimo Ministrstvo za izobraževanje in šport in znanost, ki uporabljajo recimo tak sistem umetne inteligence pri učencih. Torej, na podlagi nekih podatkov, izostankov učencev, njihovih ocen, neka umetna inteligenca presodi, da ima nek učenec morebiti neke učne težave, ki jih potem lahko učitelj prilagodi njemu, da se izboljša njegov učni proces. Torej, že vidimo neko uporabo umetne inteligence. Čeprav ne pri odločanju, pa vendar pri zaznavanju nekih vzorcev. Podobno tudi v Španiji, ki se preko nekih sistemov obdelave naravnega jezika pa strojnega učenja
se da prepoznati z uporabo umetne inteligence, ali je neka prijava na policijo, ki pride preko telefona, lahko lažna in ne. In kot je profesor Todorovski omenil, gre za res natančna priporočila, približno tukaj govorijo o 91%, da celo ta umetna inteligenca zadane, ali je prijava na policijo lažna ali ne. Danska zelo poostreno uporablja umetno inteligenco, predvsem recimo za varovalnice, ko daje neko škatlo v avtomobil, ki meri tvoje pojemke, pospeške, hitrosti, na podlagi tega tudi prilagodi premijo, recimo, če si dober ali slab voznik. Tako da vidimo uporabo umetne inteligence na zelo širšem spektru, kjer pa nas moramo skrbeti in take zadeve res trebajočo roko spremljati, pa kadar bojo te sistemi odločali o pravicah in obveznostih. Tukaj pa sta dva primera slabe prakse, Kitajska in Danska, zgled vsakim projektom. Kitajska, mogoče, če se ne zavedate, jaz sem to raziskoval v mojem magistrskem delu, da uporablja sistem tako imenovanih družbenih kreditov. Na določenih mestih na Kitajskem podelijo vsakemu državljanu nekaj tisoč točk in ocenjujejo njihovo družbeno ravnanje nasploh. Torej, ocenjujejo, katera družbena ravnanja so sprejemljiva, katera manj, in na podlagi teh podelijo ali pa seveda zbrišejo število točk. Recimo, če gre posameznik veliko kupuje knjige, pridobijo podatke iz nekih javnih ali pa zasebnih baz, tudi podatke o zasebnikih in samih državljanih, da potem se mu da 200 točk, če dobrodelno daruje svojo kri, dobi nekaj točk in je na podlagi pozitivnih, če ima več kot 1200 točk, pomeščen v nek seznam, ki mu daje neke bonitete, recimo hitrejše čakalne vrste pri zdravniku, recimo hitrejši in cenejši javni prevoz in podobno. Obratno, kar pa je potrebno skrbeti, je pa tista ravnanja, ki jih je oblast opredelila kot družbeno sporna. Recimo, če objavi nek tweet proti oblasti, se šteje kot slabo ravnanje, če ukrade sendvič, se šteje kot slabo ravnanje in pade v tako imenovan črni seznam. In na tem črnem seznamu pa zgubi določene bonitete, zgubi pravico vožnje po avtobusu, zgubi daljše čakalne vrste pri zdravniku. Tudi recimo, ko dobi klic od svojega prijatelja, tega prijatelja obvesti avtomatski odzivnik, da ga kliče morebiti sporna oseba. Tako da gre za neke močne posege v temeljne človekove pravice. Zdaj, podoben sistem točkovanja, seveda, ki se ne uporablja več, predvsem zaradi teh izzivov in slabih strani, je GLAD vsaki projekt v Kopenhagnu na Danskem, ki je bil uporabljen pred 3 leti. In sicer želeli so tako imenovane vzporedne družbe getote reševati v družbi, seveda s fizičnim rušenjem stavb ali pa recimo z lociranjem policijskega nadzora na tiste bolj problematična področja, pa vendar tudi z enim načinom preventivnega ugotavljanja, v katerih družinah so kateri otroci bolj ranljivi. Torej so vsakemu otroku na podlagi nekih javnih baz pridobivali podatke, recimo kolikokrat obišče zdravstvenega zobozdravnika, ali je njegov starš brezposeln, ali je mogoče mati samohranilka, in na podlagi tega so določali recimo določene kriterije, kateri otrok je bolj ranljiv in kateri ne. Seveda gre za v bistvu potem lociranje tako nekih finančnih kot drugih ukrepov, da se take zadeve popravijo, pa vendar vidimo, da gre za sistem točkovanja, ki pa lahko v napačnih rokah privede lahko tudi do hudih kršitev, tako zasebnosti osebnih podatkov kot ostalih, kar smo pa že govorili prej. Kar je predvsem zanimivo, je, da to ravnovesje, torej družbe razvoja napram naših družbenih vrednot, je odraz temeljnih človekovih pravic in konec koncev naše demokratične družbe in varovalk, ki jih že imamo postavljene. Tako da gre za neko krhko tehtanje, ki pa se ga moramo kot družba zavedati in ga stalno zasledovati. Če nadaljujem recimo o nekih varovalkah, o katerih je že dr. Musar govorila, je GDPR predstavljen nek zlati standard, ki nas varuje pred takimi ali drugačnimi posegi v človekove pravice. GDPR nam recimo omogoča, da izvemo, ali je bila za nas sprejeta neka avtomatizirana odločitev, ali nam da pravico recimo, da od nas odloči človek, kot je že govorila dr. Stopa v 15. členu govori, da mora upravljalec oziroma tisti, ki sprejema avtomatizirano odločitev, nam tudi obrazložiti oziroma da pisane informacije o razlogih, torej o opisu tehnologije, o posledicah takega odločanja za nas. Seveda je pa tukaj diskutabljanje, ali je
tudi dolžen upravljalec nam dati informacije točno o kodi, ki je odločala ali ne, kar je pa z vidika umetne inteligence večkrat nemogoče, kot je že omenil dr. Todorovski. Torej gre za stalno tehtanje tega preglednosti, transparentnosti, demokratičnosti na eni strani in pa recimo nekih ostalih pravic, tako poslovnih skrivnosti in intelektualne lastnine. Tukaj pa sam menim, da mora biti umetna inteligenca grajena z načinom in upoštevaje načel dobre uprave, ki so tudi konec koncev bila temelj pisanja temeljnih človekovih pravic, tudi v Evropski uniji preko listine, recimo v 41. členu, ko uvaja, da oblast, kakršnokoli sprejme, mora biti obrazložena, da mora se omogočiti stranki, da se izjavi in sodeluje v postopku, da se ji ponudi rama, ko se odloča. To so pa neke vloge, ki jih umetna inteligenca težko sama po sebi naredi, oziroma saj se mi zdi, da še nismo v takem točki razvoja, kjer pa bi moral človek oziroma input človeka biti tako znaten in večji. Tukaj tudi, kot je bilo že omenjeno, prednjači zdaj Evropska unija tudi s predlogom uredbe o umetni inteligenci, ki pa razlikuje na različne stopnje, kot je že bilo povedano, kategorijo umetne inteligence in postavlja določene nove varovalke in omejitve, kot so večkratni pregledi, večkratne ocene učinka na človekove pravice in podobno, da se taka tveganja, ki so bolj sporna ali pa bolj posegajoča v človekove pravice, tudi ustrezno omeji in zadosti tem demokratičnim standardom. Pa če počasi v bistvu zaključamo z še 2 slajdi, kaj po mojem mnenju treba doseči, ko bomo in če bomo umetno inteligenco čim bolj vpeljevali v naše postopke, tako pravnega kot odločene kot na splošno javne sfere, je predvsem to, da upoštevamo, da mora biti umetna inteligenca grajena skozi javni diskurs, kot je bilo že omenjeno, na temelju interdisciplinarnosti, tako vključevanje različnih ved pri sami gradnji, kot pri sami zbiranju podatkov. Tako da potrebno je upoštevati že tako na human rights by design, da se že vgradi sistem z vidika upoštevanja temeljnih človekovih pravic, kot so zasebnost, varstvo osebnih podatkov in drugih, pregled samega nadzora, da se zagotovi, da je ta nadzor neodvisen, reden in da se popravlja tako imenovana zanka, da se popravi zadeva nazaj in take sisteme potem tudi naslavlja, tako z vidika tveganj, kot z vidika celotnega življenjskega procesa tega sistema, da se obvladuje ta tveganja. Pomembno je, kot se je bilo že omenjeno, da so podatki nediskriminatorni, da so zbrani na etičen način, torej z tega vidika pa, da so vključeni tako v izobraževanje o etiki, ne samo ustvarjalcev umetne inteligence, ampak vsi, torej tudi tisti, ki ga bodo uporabljali za postopke odločanja, kot tisti, ki bodo na drugi strani, v katerih bo odločeno. Z tega vidika tudi pismenost umetne inteligence, da bo razumevanje tako v družbi, kaj sploh je IKT tehnologija, kaj sploh je umetna inteligenca in z vidika sploh uradnih oseb, ki bodo jo uporabljale pri odločanju, da bodo razumele in znale kritično presoditi vrednost, ki jo umetna inteligenca prinaša. Definitivno nekatere rabe so zelo pozitivne, recimo sploh pri iskanju nekih vzorcev, ampak da bodo še vseeno znale kritično presoditi, kakšna vrednost umetne inteligence pri izdelavi končne odločitve, ko bomo posegali v pravice in obveznosti posameznikov. Tako da v prihodnosti umetna inteligenca pa jo jaz vidim predvsem, da ni zamenjava človekove presoje, predvsem z neko tujo ali pa mogoče neznano metodologijo, kot je umetna inteligenca, kot samoučeči sistem ima, temveč je potrebno jo razumeti kot evolucija te človeške presoje, ki bo pomagala v temelju dati uradni osebi mogoče še podobne ali pa celo natančnejše elemente, ki bodo prevedli pač bolj do objektivnega in pravilnega poštenega odločanja. Tako da ključni izziv je izgradnja takih orodij, ki bodo dopolnjevali človeka, ne ga nadomestili, z tega vidika pa ustvarjali tako, kot je bilo že rečeno, zaupanja vredno umetno inteligenco, ki bo sposobna obrazložitve in konec koncev človeku usmerjeno umetno inteligenco, tako na strani uporabnika, kot na strani tistega, o katerih se odloča. Torej ta kombinacija strojnosti na eni strani angažmaja z stalnim in počasnim, predvsem tehtanjem na eni strani družbe razvoja in na drugi strani družbe vrednot, demokracije in pravne države. Z tega vidika pa ta quote, ki sem si ga izpisal, in sicer, da hitrost razvoja naj vodi demokracija in ne tehnologija. Torej tehnologija je že zdaj
v določenih merah, kot je že dr. Musar omenila, vse mogočna, da se marsikaj, pa vendar naj ne uporabljamo tehnologijo kot marsikaj, ampak naj to hitrost določimo počasi, s stalnim in premišljenim tehtanjem. Toliko pa za uvod iz moje strani. Hvala lepa. Imamo še 2 minutke, ki si jih bo naša sekcija vendarle vzela, in sicer bi rada kar vse 3 paneliste, kolege, torej kar po vrsti, Natašo, Ljubča in Grego, vprašala z vidika nastavka, ki ga je v chatu postavila Nataša, in sicer, da lahko sploh govorimo o neki odgovornosti, nenazadnje zaupanju itd., moramo posameznike, državljane, ljudi, ni važno na starost, izobrazbo in tako naprej, opolnomočiti. Pa morda en zaključen stavek, kje vidite največji potencial za tako opolnomočenje, posebej v slovenski družbi. Nataša? Jaz nedvomno že nekaj let govorim o tem, da bi neke osnovne vsebine o tehnologijah in človekovih pravicah morale priti v kurikulum, vsaj v zadnjo triado osnovne šole, da ne govorimo o srednji šoli. Žal opažam, da to še vedno ni padlo na plodna tla. Vedno, ko pa predavam po šolah in se pogovarjam z učitelji, pa rečem, pa saj je vse eno, dajte saj pri kakšnem predmetu govoriti o teh stvareh, če ima kakšen učitelj afiniteto do tega, čisto vseeno, ali je matematik, zgodovinar, gospodinjstvo, vse eno, dajte se o teh vsebinah pogovarjati. In jaz mislim, da imajo tudi mulci vse več vprašanj z tega področja. Jaz imam sicer sina, ki bo že star 21 let, ampak je en velik zakajček, pa valjda konstantno visi na telefonih in se pogovarja o teh stvareh. Če šola svoje vloge ne opravijo, moramo seveda starši, pri starših pa spet pridemo do problema opolnomočenja, ker znamo manj o tehnologijah, kot znajo naši otroci. Skratka, tu se mogoče vrtimo v enem začaranem krogu, ampak če bo vsak dodal en kamenček k temu mozaiku, bomo vendarle lahko lažje dihali in bomo imeli več zakajčkov, ki bodo znali vprašati in predvsem, da bodo vedeli, kdaj vprašati, kaj se dogaja z posegi v zasebnost in obdelavo podatkov. Hvala. Ljubča bi verjetno vseeno še kaj dodal? Ja, jaz bi rekel, da vsekakor na nivoju osnovnega izobraževanja v Sloveniji močno zaostajamo pri uvedbi predmetov, ki bi tehnološko ozaveščali otroke. Otroci so tehnološko ozaveščeni, ampak jaz mislim, da si ne smemo dovoliti situacije, ko sistem pravzaprav je manj izobražen in manj kompetenten, kakor otroci, ki ga obiskujejo. Jaz mislim, da mi moramo vpeljati nujno predmet, ker bomo pokazali otrokom, da tudi šolski sistem pozna tehnologije, zna jim razložiti, kjer so dobre in slabe plati tehnologij. O teh stvareh se je treba pogovarjati zelo, zelo zgodaj z njimi, ker so tehnološko, kot rečeno, pripravljeni, ne vidijo pa v bistvu širše slike. In šola mora to nemudoma začeti graditi. Hvala. In še Grega, morda tudi z izkušenj pri informacijskem pooblaščencu. S čim se sooča slovenska praksa? Hvala. Po mojem mnenju, kot so že predhodniki povedali, ni samo dovolj izobraževati konec koncev uporabnike, ali se ne bojo to učenci, vendar pač predvsem tudi delavce, ki pač se s to tehnologijo soočajo. Če ne bomo znali razumeti, s katerimi podatki ali pa na kakšen način mi odločamo in zakaj sploh neko odločitev sprejmemo, ter znali kritično presoditi, pa ne bojo to sisteme umetne inteligence ali pa česarkoli, ki so podlaga za odločanje, ne bo odločitev na koncu nepravilna in niti nepoštena. Tako da ne samo zavedanje strani vseh nas, ki v družbi živimo, o katerih se odloča, temveč predvsem na ravni oblasti, da take zadeve in take vrednote tudi javnim uslužbencem da. Torej tudi izobraževanja strani javne uprave, javne sfere in teh starejših, ki se s to tehnologijo spoznavajo, kaj šele, da jo razumejo. Torej to razumevanje in kritična presoja. A lahko Polonca sam en stavek dodam za konec, ne da bi hotela imeti zadnjo besedo, ampak dajmo si zapomniti en stavek. Zadnja beseda mora biti ženska, kar izvoli. Hvala lepa, saj boš imela ti zadnjo. Človekove pravice so kot mišice, če jih ne uporabljamo, atrofirajo. In s to mislijo zaključujemo to sekcijo in predajam besedo nazaj predsedniku programskega odbora, Brunu, oziroma ne vem, kako je dogovor, že dr. Kučevi kot vodji naslednje sekcije. Hvala lepa za pozornost.